še enkrat, pa tudi opravičilo, ker vas mučimo tako pozno popoldan, vendar razmere, situacija je pač taka, da zahteva tudi naš odgovor. Očitno postaja, da volilna kampanja postaja čedalje bolj umazana, da je nekaterim liderjem opozicije zmanjkalo moči, zmanjkalo argumentov za soočenja in tudi očitno so spoznali, da nimajo zadosti kompetentnih kandidatov za soočenja in zato se ponovno poslužujejo diskreditacije. Poznajo pač, da so v stiski, se poslužujejo lažnih afer ali lažnih alarmov in so tudi postajajo arogantni, kajti na tej poti niso nekako dorasli oziroma konkurenčni. Te afere so se sprožile prav vsakič, ko so se znašli v taki situaciji, to je tudi, če pogledamo to daljše obdobje nazaj, pa naj si gre to za recimo obdobje Depale vasi, podobno se je dogajalo z zgodbo Orožje, podobna zgodba je z Ropovimi izjavami v zvezi s prisluškovanjem v Piranskem zalivu, ko se je dogodil ta mednarodni incident s Hrvaško. Podobno je z afero Vič-Holmec. Zgodbe se nastajajo na enak način z uporabo laži, diskreditiranj, obrekovanj in vse te zgodbe so pletene več ali manj iste osebe, isti aranžeri. Da če gospodje iz Alternative razpolagajo z ustreznimi dokazi, potem naj te dokaze v tem konkretnem primeru posredujejo organom pregona in tudi posredujejo slovenski javnosti. To predlagamo ponovno, tako kot tudi recimo pri tej Ropovi aferi in tudi v vseh preteklih aferah. Vendar v nobeni od teh zgodb se niso dali na mizo dokaz, da se je potrebno tudi politike lotiti resno, strokovno, preudarno in tudi na tak način se je pri nas tudi lotevalo.